Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o prebavi. O prebavi premalo govorimo, ampak je temelj našega zdravja, dobrega počutja in dejansko se marsikaj res skriva v prebavi. Dobila sem dve vprašanji in sicer prva gospa sprašuje, lejte bom prebrala, in sicer pravi, da je velik problem pri njej glede napihnjenosti. Pazi, kaj je, ne je sladko, v glavnem normalno prebavo, ampak velike težave, da se ves čas počuti napihnjeno. No in druga gospa pa sprašuje, da ima sicer normalno prebavo, ampak ima vetrove, po domače povedan prce, ki grozno smrdijo. No in dajmo danes par besed prav o tem govoriti, o čemer se ne govori. Kaj v bistvu vaša prebava pove o vas? Prva zadeva, oblika samega blata, se pravi klobase, veliko pove. Ena stvar je, da se pravi zdrava prebava je podobna dejansko banani. Zdravo blato je podobno banani, enostavno ni potem zadnjična odprtina, danka umazana, v glavnem se ne paca. Zdaj pa, kaj se dogaja takrat, ko se paca, ko se zlepa ne morete obrisati, ko enostavno imate mastno blato. To kaže na slabo delovanje žolča in na slabo delovanje jeter, lahko kaže tudi na to, da imate zamaščene jetra in kaže na to, da boste morali v vašo prehrano vključiti velike količine zelenjave, sploh temne zelene zelenjave, da vam počisti vaš prebavni trakt. No, to je zdaj v bistvu za tiste, ki imate preveč mastno blato. Kaj pa tisti, ki imate recimo tako, da greste na veliko potrebo, pa da vas kar raznese. Da je v bistvu kar razpacano, no, ni to ta pravi izraz. V bistvu ni driska, ampak je pa pretekoče blato. No, tukaj kaže, da je lahko, pomislite, zdaj to gre samo skozi mene, vzrok sicer v glivicah, ampak je možen vzrok v plesni. Prav zidna plesen se lahko začne razraščati v našem telesu. Bom posnela čisto svoj video, kakšni znaki so, če vas je napadla zidna plesen, ampak dejansko eno od najbolj ključnih znakov, da imate lahko težave z zidno plesnijo, je to, da imate bolečine v sklepih, da se bolečine selijo tudi po mišicah in da niti ne veste, katera mišica vas boli in da imate zelo slabo prebavo, lahko prehitro, prepočasno, smrdečo in tako naprej. V vsakem primeru plesni, če živite v plesnivem ozračju oziroma če imate plesnive stene, to je velik problem za vaše zdravje in najbolj učinkovita zadeva so tukaj česnove tablete. Na moji spletni strani srečnoživljenje.si lahko dobite prehransko dopolnilo česnovih tablet, ki ni samo česen, čebula, por, v glavnem so čebulnice noter, ampak res pomaga. Proti plesni edina stvar, ki pomaga, je česen. In vemo, da velikokrat ljudje, ki imajo težave pač s plesnijo, z glivicami, te glivice jim naluknajo sluznico in ne morejo svežega česna jesti. In pri vsakem obroku bi bilo potrebno pojesti pač eno česnovo tabletko. Zdaj, zakaj česnove tabletke, če lahko jemo svež česen? Zato, ker je s ciljno dostavo do črevesja in v bistvu se šele v črevesju začne sproščati zdravilna snova licin, ki deluje proti glivicam, proti plesnim, proti parazitom, zajedavcem, tudi proti glistam. Dejansko česen je naravni antibiotik in res pomaga pri vseh teh zadevah. No, zdaj pa, če se vrnem na to težavo, se pravi, gospa ima grozno smrdeče vetrove in že uporablja sicer probiotike, uporablja vitamine, ampak kaj naj naredi? In prva zadeva, smrdeči vetrovi kažejo na to, da je v telesu prevelika količina beljakovin, ki se niso uspele razgraditi in v osnovi vse skupaj gnije. In v tem primeru je potrebno pač poskrbeti, da veliko količino zelenjave pojemo, manj beljakovin v svojo prehrano, čeprav jih pa potrebujemo. Vemo, da beljakovine so potrebne in zdaj predvsem tisti, ki imate težave z vetrovi, ja, probiotike, absolutno,
Pri meni lahko dobite s ciljno dostavo do črevesja tudi probiotike in predvsem, zdaj pa kar jaz opažam, je tudi pri meni, jaz imam velike težave takrat s prebavo, ko jem gluten. Tako da gluten, dejansko pri vseh ljudeh, ki imate težave s prebavo, bi mogli dati gluten stran. Zdaj pomislite, mogoče pomislite sami pri sebi, kaj pa lahko jem? Če je gluten v kruhu, testeninah, praktično povsod, v vseh sladicah, povsod je gluten. Ja, priporočljivo je, da nič od tega ne jeste, zaradi tega, ker vam bo naredilo same težave. Tako da ni zdaj pomembno, da boste zdaj leteli v trgovino pa kupili vse, kar je brezglutensko, ampak enostavno teh ogljikovih hidratov pa tega glutena ne potrebujete, lahko pojeste več riža, pa tukaj ne govorimo o teh riževih otrobih, kaj je že tisto, veste, tisti riževi vafli, točno. Veste, kaj sem jaz enkrat naredila? Želela sem ljudem pokazati, kaj ni zdrava prehrana in sem pač kupila te riževe vafle. Se veste, tisti stiropor, ne? In tisti stiropor, ker ga nihče ni pojedel, imeli smo pa takrat mongolske skakače. V bistvu to je ene vrste podgana. In sem jaz lepo dala tisti stiropor našim miškam in sem rekla, ne, one pač to pojejo in bo problem rešen. In a veste, kaj so te miške naredile? Pač miši so bolj pametne, kot pa mi. Razgrizle so ga in so naredile gnezdo. Pač izolacija. In to je dejstvo. Stiropor je najboljša izolacija in miši to vejo. Mi pa to jemo. Halo? Glejte, to ni zdrava prehrana. Pač zdrava prehrana je, kupite si riž, riž nima glutena, lahko uporabljate ajdo, lahko uporabljate druge žitarice in boste glih tako dobili ogljikove hidrate, ki jih potrebujete za energijo, pa še nižji glikemični indeks imajo recimo te žitarice, kot pa ne žitarice, kaj so to, se pravi vsa ta zrna, kot pa žita, ki vsebujejo po večini gluten. No, tako da bom pravilno vse skupaj razložila, se pravi, za vse tiste, ki imate težave s prebavo, ni potrebno, da letate na gastroskopijo, kolonoskopijo in tako naprej, ampak je potrebno dati stran gluten. In to je prva zadeva. Zdaj pa kaj lahko še naredite? Poleg tega lahko si vzamete knjigo, ko imajo čakre žur, na strani 180 se začne kar obsežen del bolezni so doma v črevesju. In govorim, a veste, hčerka, ki je urejala to knjigo, je rekla, pa mami, zakaj si to pisala v tem dreku? Jaz ne moram več tega. Ampak to je pomembno, ker o tem nihče ne govori. In a veste, kaj je zanimivo? V Sloveniji je, mislim, da je en od najbolj pogostih rakov prav rak na debelem črevesju. Ker o tem se ne govori, a ne, ni varno. In vam samo par primerov povem, kje so lahko, v bistvu kdaj kaže telo, da je velika težava v prebavi. Se pravi, moški, ki se počuti utrujeno, delajo se mu afte na zadnjem delu jezika. No, tudi ta zadnji del jezika je lahko povezan s tem, da vas peče, da imate težave, da imate kar naprej neke razpoke, kaže na veliko zapacanost debelega črevesja. Potem suha koža po obrazu, podobna luskavici, pogosto pordi na teh predelih, potem ustni kotički, ki so spokani in tukaj pod čelom zamaščeno, mastno in tudi mozolje. Potem ženska v 40 letih, luskavica v vseh kožnih pregibih. Otrok star 4 leta, diagnoza dermatitis. Potem otrok star 2 leti, neprestano kašlja in izkašljuje sluz. Kdo bi pomislil, ne? S sluzom se ukvarjamo z grlom, pa s pljuči, vzrok je v črevesju. Potem dekle staro 18 let, gnojni mozolji po hrbtu. Pa saj hrbet pa prebava, kako je to povezan? Ja, ko ne zmore črevesje, na pomoč priskoči koža. In dejansko želi spraviti strupe ven in pač, če je kompostnik popolnoma zabasan, pa pač gre čez kožo, ne? Potem, gospod v zrelih letih, hudo pekoči podplati. Najhujša pekočina, ta pekoča bolečina je na sredi podplatov.
in se širi proti petam. Kdo bi zdaj to povezal? Vse tisti, ki ste refleksoterapevti in ki te stvari obvladate, itak veste, da je to to. Ampak za nas navadne smrtnike pa, joj, imam težave, me pečejo pod plati, imam težave tukaj, imam težave tam in ne povežemo, da je vse povezano s črevesjem. Potem starejša gospa, začetek pozabljivosti. Včasih se pošali na svoj račun, da ima možgane kot sito. To je tukaj, črevesje je tukaj, hranilne snovi ne pridejo v možgane in ker ne pridejo v možgane, dejansko so možgani podhranjeni. In potem spet gospod v zrelih letih, uspešen, težave ima s pekočino v želodcu. Dolga leta mu je telo odlično služilo in je lahko pač v svoje telo metal tako kot v kanto za smeti. Kar je prišlo spotoma, to je pojedel. In tisto, kar ima diagnozo uradno, je vnetje trebušne sluznice, gastritis, ampak problem je dejansko v črevesju in v alergiji na gluten. Tako da to, ves čas telo hoče sporočati nekaj narobe. Zdaj pa kje začeti z rešitvami? Se pravi, prva zadeva, ki pomaga pri dobrem delovanju črevesja, je D-vitamin. In pogosto ljudje pomislijo, pa se imam res po zimi več težav kot pa poleti. Ja, D-vitamin ni samo super hormon, ampak D-vitamin gasi vnetja. Naslednja zadeva, kar sem vam že govorila, o tem, da je pomembno, da uporabljate silicij. Silicij drugače dobite vse temnolistnati zelenjavi, v zelju. Bolj kot je trda zelenjava, več ima v sebi silicija. In ena ključna zadeva, ki res pomaga pri črevesju, tudi pri obnovi mehkih tkiv, kamor spada tudi črevesje, je brokoli. Tako da vsak dan bi mogli pojesti eno skodelico brokolija in če veste, da vsak dan ne morete pojesti eno skodelico brokolija, lahko vzamete prehransko dopolnilo Cruciferus Plus. No, potem naslednja stvar, kar vam vsekakor priporočam, dobro, za omega-3 sem vam tudi že govorila in ne tukaj še poudaram, omega-3 maščobna kislina dela čez načeto sluznico, tako kot koprena se naredi čez, da lahko od spodaj zraste nova sluznica, da se obnovi. Pol naslednja stvar, kar pomaga seveda tudi pri črevesju, za česen sem vam povedala, probiotike. Ko kupujete probiotike, seveda vam priporočam, vzemite jih pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si, koda za popust je zdravje, ampak zakaj vam govorim o teh probiotikih? Ker so s ciljno dostavo do črevesja. Ker niso vsi probiotiki dobri. Ker poglejte, mi pojemo probiotik in pride do želodca, želodec je v želodcu močna kislina in te dobre probiotične bakterije dobesedno umrejo. In če mi želimo, da pridejo res do črevesja, kjer morajo začeti opravljati svoje delo, je potrebno, da je probiotik s ciljno dostavo do črevesja. No, potem imamo pa nekaj zelišč, ki pomagajo pri tem, da ublažijo vnetje, da od znotraj pomirjajo načeto sluznico in eno od teh čajev je siguren slezenovec, potem angelika, glog, kopriva, lapuh in sivka. To najdete na strani 185 v knjigi, ko imajo čakre žur. No in kako pripravljate te čaje, imate tukaj noter točna navodila, zaradi tega, ker je nujno potrebno, da boste pač poskrbeli za svojo prebavo. Zdaj, če pogledam nazaj na tele dve vprašanji, se pravi, gospa, ki je napihnjena, je preprosto odgovor stran gluten. Gospa, ki ima smrdeče vetrove, v tem primeru absolutno potrebuje več za razstrupljanje, absolutno zelena barvila iz, se pravi, brokoli, zelje, vse zeleno in poleg tega seveda povečati probiotike. Zdaj pa dajmo se dotakniti samo še majčkeno zaprtja, se pravi, če kakate suhe figice kakor srnica. No, to pa telo sporoča, da ste v osnovi dehidrirani in da bi na dan mogli popiti vsaj 1 liter več tekočine, kot jo zdaj popijete. Tako da v glavnem ta zaprtje se lahko tudi zgodi, če imate občutljivost vašega telesa na gluten, se vam enostavno zapre vaša prebava in kar bi bilo absolutno pametno pri tistih, ki imate že zaprtje, da posegate po magneziju. Zdaj seveda šumeče tablete
ali pa magnezij, ki je narejen tako, da se res vsrkava, pri meni na spletni strani lahko dobite magnezij, ki je, reče se, v bistvu taka kombinacija, da res pride do vezave, lahko pa dobite kalcij pa magnezij skupaj z D3 vitaminom, to je pa v bistvu Kalmah plus D3, kjer imate pa že vse skupaj noter. No in potem naprej, no za mastno blato sem vam govorila, in zajedavce v črevesju najlažje preženete, če pač uporabljate česen, in še ena zadeva je, ki pa res dobra, in to je pelin, pelinkovc. No in enkrat sem bila na enem predavanju na Policijski akademiji in tam razlagam zagreto o tem pelinkovcu, kako je to dobro in da date nakapate, ampak to sem pozabila povedati. Rekla sem, da daš pač pelin, lahko tudi brinjevec, na popek. In eno od teh policajev dvigne roko in reče, a to ste mislili na celo flašo? Ne, dovolj je par kapljic, date na popek. Popek prepleta več kot, ne me zdržati za besedo, ampak 200 000 različnih žil. Ne vem, a jih imamo toliko ali jih nimamo. V glavnem, ker preko popka se tako ali tako hranimo, ko smo v maternici. In se hranijo tako možgani, kot ta zadaj živc. In dejansko preko popka se nahrani celo telo. In dobesedno, ko mi damo na popek vato, namočeno v pelin, ali pa recimo tudi žajblova tinktura je na podoben način, ker vsebujejo živčni strup tujon, dejansko se zgodi, da gliste lažje zapustijo naše telo in da nasplošno zajedavci lažje odidejo iz našega telesa. Tudi če vas boli trebuh, vemo, da nekoč so mame masirale z oljem popek in je stvar pomagala, no ravno tako to še vedno danes deluje, ker popek imamo tako ali tako vsi. No tako da naprej, kaj je pol še naprej? Janež, potem pa, lejte, za vse tiste, ki vas pa preganja kandida, to je pa majčkeno bolj specifično, bom svoj video posnela ne samo v kandidi, ampak prav v plesni. In tukaj noter je pa sistemsko se treba lotiti napast tega hudiča in vam povem, da se zrihtati. Leta nazaj sem imela hudo kandidiazo in vem, kako zgleda. Imela sem res težave z zdravjem. Vem zdaj, da sem imela težave z zdravjem zaradi mojih zakisanih misli, ampak takrat tega nisem vedela, ker zakisane misli povzročajo zakisane možgane pa zakisano telo. In ja, je zanimiva pot navzgor. V bistvu, če imate zakisano telo, pomeni, da je čas, da pogledate ogledalo, pa da vidite, kje ste, da preučite situacijo in da začnete delati. To je na strani 195 v knjigi, ko imajo čakre žur, in cel postopek, kako se znebiti kandide in predvsem podzavestni vzorci, ki povzročajo zakisanost telesa. Obžalujem svoje odločitve. Recimo, ker smo se nekoč nekaj odločili in zdaj smo na sebe na nek način jezni podzavestno, ker smo se tako odločili, kot smo se, in potem se zaštrikamo. Ampak to je že tema za drug video. Tako da ja, današnji odgovor, se pravi, odgovarjam na vprašanje, kar se tiče prebave in poskrbite za sebe. Ker prebavlja energijo življenja. No, zdaj pa pojmo še na kakšno pozitivno sporočilo. Tole vam še moram prebrati. Glejte, ena gospa mi je napisala, gospa Lidija, je napisala: danes sem bila pri zobozdravnici in sem doživela veliko začudenje, ker si je v 2 mesecih pozdravila vnetje dlesni, s tem, da je imela prej že celo življenje težave z vnetimi dlesnimi. Je rekla, mislila sem nekoč, da je dovolj, če jem svoje domače sadje in zelenjavo. Sedaj vas poslušam na YouTubu in sem prišla do zaključka, da nujno potrebujem še dodatke vitaminov in mineralov. Hvala za vse vaše odlične nasvete. V glavnem, gospa je zrihtala vse težave z dlesnimi, ker je imela pomanjkanje C vitamina. No, tako da to je prva zadeva.
In potem naprej mi piše drugo sporočilo in napiše: ista gospa, pa še nekaj se je zgodilo v teh dneh. Visok pritisk se mi je čudežno normaliziral in to po več letih. Kaj pravite na to? Zanimiva ugotovitev pri mojih 60 letih življenja. Kako pomembni so vitamini in minerali v telesu, kako je vse povezano, kako se nekaj pozdravi, ko to deluje, da nima efekt na eni strani, ker gospa je zdravila svoje dlesni z C vitaminom in z B vitaminom in na koncu se ji je normaliziral pritisk. Kdo bi si mislil, da je to dvoje povezano? Da. Podhranjenost telesa je res zanimiva in po večini v tem stresnem času smo podhranjeni. Pač to so dejstva. Jaz verjamem v to, da naše telo je potrebno majčkeno podpreti s prehranskimi dopolnili, ne nazadnje sama to delam. In druga zadeva, kar verjamem, je pa moč pozitivnega mišljenja in tukaj imam karte prehodu na vodovo. In to, kar jaz delam, je sigurno to, da vsako jutro vzamem karte prehodu na vodovo, prižgem svečko in se zahvalim stvarstvu za nov dan. In potegnem naključna sporočila in ta trenutek je za vas. Prvo sporočilo: zdravljenje. Zdravilni žarek teče skozi vaše telo. Zavedajte se, da ste bitje luči. In ta luč, če zavestno prikličete, vijolični žarek očiščenja, je nekaj neverjetnega, ker ne skuri samo težave v telesu, ampak skuri tudi gube. Pri meni deluje, ampak res deluje. No, več o tem, kako zavestno klicati ta vijolični žarek, vas bom učila v šoli. Moja šola, se pravi napredna šola samoozdravljenja in zavestnega ustvarjanja, se začne 2. januarja. Še vedno se lahko vpišete, veselim se. Vam povem, da ta šola bo toliko nekaj neverjetnega, ker ta šola vas bo naučila ne samo tega fizičnega, kar pač jaz znam, kaj meni tako z levo roko razložiti, kaj vam manjka, da razumete vaše telo, ampak tudi tega, kar je v podzavesti. In v naslednjem videu vam povem, toliko sem hvaležna. Ampak ni samo, da pomagam ljudem rešiti te zdravstvene težave. Danes sem rešila en zakon. Toliko sem hvaležna. Toliko sem hvaležna, ker vem, par je bil pri meni, ampak naslednji video o tem, res, to je pa res dar. In to je pa tako neverjetno, ko vidiš, kako se karmični vozli razvozlajo in samo majčkeno luči treba posvetiti v tiste karmične vozle. In vse se da, ampak res vse se da. Tako da, še eno sporočilo za vas, pa grem posneti drugo video, kar se tiče karmičnih vozlov. Itak, nebovzeti mojstri. Podpira me vse stvarstvo, ker jaz sem ljubezen. Nebovzeti mojstri, mojstri vijoličnega plamena, mojstri zdravljenja, angeli in nadangeli. Jaz sem zdaj cela v kurji polti, tako verjamem v to podporo stvarstva, tako verjamem. Zdaj se čisti, ampak res čisti karma. In vse to, kar se vam dogaja, tudi zdravjem, je samo pokazatelj, kje imate energijsko blokado. Kaže na to, kaj imate za počistiti. In če zdaj grem na prebavne težave, o katerih sem govorila danes, kaj pa, če vam nagaja kakšen odnos, preko katerega ste povezani, na katerega ste zvezani z vašo popkovino. In prav zanimivo, v knjigi Ko imajo čakre žur, sem to o prebavi začela govoriti pri popkovni čakri, ker je to z energijo napaja cel prebavni sistem, predvsem pa črevesje. Tako da glejte, treba je uravnati tole čakro, ki je točno na sredini, na popku. In tukaj zadaj, na zadnji strani, je pa druga čakra, ki je pa povezana z črpanjem energije, lahko tudi z žalostjo, ne nazadnje, ali pa z jezo. In kdor ima pač podzavestno jezo, ima sigurno tudi pritisk. Tako da, še enkrat mi je padla ven karta, nebovzeti mojstri.
Jaz res verjamem v vso podporo, kar je možno na tem svetu. In res verjamem v to, da ne samo mene, da me bitja svetlobe ljubijo, ampak tudi vas. Bitja svetlobe vas ljubijo. Zaupajte, poslušajte svoj notranji glas in boste videli. Končni rezultat bo presegel vse vaša pričakovanja, ker nimate pojma, kakšna darila so za vas pripravljena, ko boste odvozlali ključne zadeve. Tako da, vabljeni od spodaj bom pustila link, če vas mika, da se naučite vse to, kar jaz znam, kar sem se učila 30 let, to sem združila v program enega leta in prepričana sem, da po enem letu boste vi znali tudi brati energijsko polje. Ni to taka bav zadeva, ampak nekaj, kar imamo vsi v sebi. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem imejte sebe radi.